N1 podcast s Suzano Lovec. Dobrodošli, drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. Pred sabo imamo nežive stvari, ki oživijo. To je magija, stvar oživi. In z mano sta lutkarici Martina Mavrič-Lazar in Vesna Vončina in lutkar Brane Vižintin. Dobrodošli vsi trije. Dober dan. Obvestilo za poslušalce in poslušalke, gledalce in gledalke. N1 podcaste lahko vsak teden gledate ali poslušate na N1. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Prosto so vam dosegljivi tudi na YouTubeu, na strani Metroplay in najdete jih tudi na EONu. Tako zdaj pa k vsebini. Dragi gosti, če bi morali opisati svoje delo, če bi zdaj zaprli oči in poiskali asociacije, katera je tista beseda, ki vam prva pride na misel o vašem delu, o tem, kar počnete? Čarobna norost. Pri eni besedi igra. Jaz bi rekla pa radostna skrivnost. Super. Na mojo prošnjo ste prinesli s sabo lutke. Kakšne ste prinesli in zakaj? Gospod Mavrič-Lazar, vi ste jih prinesli največ. Niste se mogli odločiti, ste mi rekli? Nisem se mogla odločiti, potem pa sem iz kabineta na akademiji nabrala par tipov lutk. Tamle sedeča lesenka je lutka, ki jo je likovno oblikoval Silvano Mrzu. Se mi zdi zdaj aktualno, glede na to, da razstavlja svoje dela na grafičnem bienalu, pa mogoče zaradi tega. Izdelal pa tehnolog naš izvrsten Žiga Lebar. Potem sem pa nesla pa 3 tele glave, ki so delo isto izvrstnega likovnika in tehnologa Gregorja Lorencija. No, tista lutka je iz predstave Krabat, lutkovnega gledališča Ljubljana. Te 3 groteskne glave so pa iz predstave moje ene Poštarska pravljica, ki sem jo delala v lutkovnem gledališču z Gregorjem prvič sama. In tle spodaj sta pa še 2 ročni lutki, ki pa sta šolski lutki, oziroma študijski lutki, na katerih se študenti na akademiji nekako srečujejo in učijo animirati lutko. Gospod Vižintin? Jaz sem pa sabo prinesel slaninarja, to je lik slaninarja, taka namizna lutka, ki je hodila po Luni. Z predstave Zabava na Luni, avtorica likovne podobe je Špela Trobec. To bi ena od mojih vlog, ki sem jih izvajal v lutkovnem gledališču Ljubljana. In kaj je posebnost te lutke? Posebno se mi pa zdi zato, ker smo skupaj, jaz nekako vedno sodelujem, tako kot vsi mi, z delavnico in poskušamo svoje lutke tehnološko opremiti na tak način, da lahko izvajamo tisto, kar hočemo na odru. In tukaj je šlo za tale lok, kjer imam lahko z eno roko obvladujem obe roki lutke. Lutka je poletela, kdaj tudi, in tako naprej. Zato mi je ta lutka ljuba, poleg ostalih 1812. Jaz pa sem tudi prinesla lutko, Omerzujevo lutko, tudi, ki jo je izdelal tudi tehnolog Žiga Lebar. Namizno lutko. Sicer z njo jaz nisem delala, ne moram reči, da je ena izmed teh 1900, ki so mi ljube, ampak nisva pa še sodelovali. So mi pa zelo ljube, Silvanove lutke, pa sploh tudi tako namizne lutke v splošnem. Ta način, kako pride do lutke, vi ste nekaj opisali. Vi morate verjetno zelo sodelovati z ljudmi, ki jih izdelajo, ne? Ali jih dobite? Na kak način poteka je ta proces? Jaz mislim, da je to vedno odvisno od in režiserja in likovnika. Večkrat dobimo lutke, seveda, narejene, pa so potem samo neke malenkosti za popraviti. Edino ti veš, kaj na odru želiš narediti z lutko, in če tega lutka ne zmore, nekaj dodaš. Kar se tiče marionete, sem jaz velikokrat dodal kakšno nitko, ali jo pa vzel stran celo, zato da je lutka ali pa kaj skrajšal, ali pa kaj vžagal in tako naprej, da lahko lutka naredila tisto, kar sem želel.
Je pa res vsak poseg v lutko, potem lutka nekaj dobi, nekaj izgubi, potem moš pa sam pretehtati, kaj točno bi rad z lutko naredil na odru. Koliko ste vpeti v proces, oziroma a ga spremljate, vidite prej že skice, na kakšen način dobite lutko? Ja, ta veriga je takšna. Najprej si lutke zamisli avtor likovne podobe, a ne? In jih s tehnologom in režiserjem v bistvu že do neke faze izdelajo, pregruntajo, preden jih recimo mi, trije zdaj v tem primeru igralci, vidimo že v fazi, ki so že narejene, ali pa so recimo na 95% narejene, pa mogoče potem gremo v delavnico, pa kakšne podrobnosti naredimo. Tako da mi smo, igralci smo v bistvu na drugi strani te verige, avtorske, ne. Tehnologi so pa tisti pomembni vezni členi med, se pravi, likovno podobo in nami, se pravi, oni delajo za nas, a ne. Tehnolog mora vedeti, kako bomo mi igralci to lutko v rokah držali, kaj bomo z njo počeli. In je ta vez mora pa ščititi seveda tehnolog in ostati zvest likovni podobi, ne. Potem pa, ko pa začnemo z njimi delati, se pravi, trenutka, ko jih dobimo v roke, pa postanemo nekako mi, bi rekla, gospodarji tega in tudi morda so naše želje potem bolj naše, kar se uporabnosti tiče, ne. Kar se likovnosti tiče, pa seveda ne. To moramo pa spoštovati. Ja. Meni se zdi, zdaj, kar sem jaz zadnjih 8 let, se pravi v Lutkovnem gledališču Maribor, se zdaj v bistvu šele učim, kako sploh se vključiti v to verigo, ker nimam nekega znanja uporabnega. In vidim zdaj, kako je to v bistvu pomembno, da potem ti igralec, tudi če si na zadnji v tej verigi, koliko je pomembno, da znaš artikulirati, kaj potrebuješ, kaj mogoče lutki še manjka, kaj bi še potrebovala, da je potem uporabna. In mi je super, da imam vedno več znanja, da se lahko vključim, ker ne bi v tem trenutku pa niti še ne bi toliko svobodno si, ne vem, upala reči, tako bomo pa zamenjali vrvico ali pa dodali vrvico na marioneti. Vedela bi samo, da je nekaj narobe, ne bi pa znala povedati kaj, in se mi zdi zelo pomembno, da se tudi tega znanja pridobiš, ki ga imajo lutkovni tehnologi, ampak je tudi pomembno za nas, animatorje. Ima kdo od vas kakšno izkušnjo, da je bilo mu s kakšno lutko, kakšnimi lutkami izjemno težko sobivati, delati? Na kakšen način fizično? Ja, tako, da niste našli recimo poti do nje, ona poti do vas. Jaz mislim, kar se tiče animacije, torej oživljanja, ne. Tehnološko sem pa naletel enkrat na lutko, kjer sem potem tudi imel poškodbo, torej sem imel teniški komolc, kako se reče, ker sem imel v eni roki torej glavo od lutke, ki je bila upeta na noge od lutke, in je bilo tako, si moral hoditi in si moral zategovati tisto lutko in odpirati usta, je bila noter ena taka pištola, mi rečemo, za odpiranje, in mi je naredil poškodbo tle, tako da sem imel pol leta, nisem mogel skoraj kot carca dvigati. Recimo fizično, kar je tazga. Gospa Mavrič Lazar, ko sva se midve pogovarjali za ta pogovor, sami tri mislim se pogovarjali, da ne bo narobe razumljeno, in sva se pogovarjali tudi o tem, ali je prav, da vas prosimo, da z lutko kaj delate. In ste mi dali misliti, rekli ste mi, da je zelo zanimivo, kako je lutkarstvo vpeto v umetnost in ta primerjava recimo z drugimi vejami. Povejte recimo, zakaj se vas zdi prav, da z lutko zdaj vi recimo nič ne počnete. Rekli ste mi, zanimivo, da to bi bilo tako, kot če bi recimo igralec prinesel svoj, da bi moral kaj delati s kostumom, ali če bi glasbenik prišel z inštrumentom in da bi rekla, dajte malo zaigrati. Kako vidite v bistvu to povezavo? Ja, to sem govorila seveda zase. Mislim si, da smo različni igralci, da različno vsi, ki počnemo to, različno razumemo ali pa različno mislimo lutkovno gledališče, bi jaz rekla. Če zdaj govorimo o lutkovnem gledališču, ne o lutkarstvu. Jaz delam in sebe razumem kot igralka v lutkovnem gledališču.
To je moje zanimanje, to je moja strast in to je nekaj, kar me kot ustvarjalko in interpretko zanima, se pravi delati v lutkovnem gledališču. V lutkovnem gledališču, kamor vstopim in je to nek prostor, v katerem vsi pristopimo na skupno magijo, iztrošena beseda, ne maram je preveč v tem smislu, ampak na neko dobrohotno laž, recimo temu, ali pa smo vsi za tisto 1 uro dogovorjeni, da bomo prisostvovali temu, da bodo te reči oživele na nek način, kot rečemo preprosto. Se pravi, da bomo preko njih sporočili neko vsebino, da jih bomo oživili, da bomo preko njih povedali neko zgodbo. Tako da jaz to lutkovno gledališče razumem res tako, da je to tudi na nek način nek obredni dogodek, kamor vstopimo, igralci vsak na svoj način seveda tudi vstopimo v to, kako vzamemo v roke te reči, s katerimi potem delamo. To so naša izrazna sredstva, in pa tudi neki prevodniki neke osebne sporočilnosti, ki jo igralci nosimo vse ali pa neke osebne vsebine. Tako da jaz sama moram reči, da imam tak en spoštljiv, pa tudi malo vržveren odnos do tega, da v bistvu se s tem rada ukvarjam tam. Jaz pač ta oder v tem klasičnem smislu mi je zelo ljub in ga zelo, mislim, da je sila pomemben in jaz se tam v bistvu najbolj počutim. Nisem človek, ki bi vzela lutko in jo lahko kjerkoli, kakorkoli z njo se izražala. Jaz nisem tak tip igralca. Je pa veliko takih, ki v bistvu vzamejo lutko, pa so lahko kjerkoli z njo in jaz jih občudujem v bistvu, sploh kakšne take poulične lutkarje. Obožujem to gledati, ampak jaz sem bolj v bistvu sramežljiva v tem smislu. Tako da na tak način o tem razmišljam. Ne govorim, da je to splošno pravilo, gre za pač moje osebno stališče ali pa postoj k temu, kar počnem. Čeprav, povejte. Mogoče bi sam rekel, da imam zelo podoben odnos, kar me spominja na mojstre Bunraku tehnike, ker oni imajo pa še ta obred, grejo še malo dlje in oni vsakič lutko sestavijo in oblečejo na licu mesta, predno začnejo s predstavo. Je pa res, da moja druga plat je pa točno ta, ker je rekla Martina, kjerkoli, karkoli lahko počnem in imam to nekako imam to v drugem predalu. Kar je po svoje tudi sreča, pa neka norost. Recimo, zadnjič sem bil prijatelj, ki je po dolgem času prišel v službo na pediatrično kliniko, sem tako enega medvedka vzel in sem tako šel na redu z onimi otroki tam, da ni res. Seveda to nima veze s tem, kar počnem, pa kar mi počnemo na odru. Ampak takrat, ne vem, se izklopam, da imam en stikal. Nimate pa lutk doma, sem prebrala, ne? Vi? Ne, jaz tudi nimam, pri meni doma ne boste videli nič, kar ima oči. Razen mogoče une tik-tak bombončke, pa še tiste ne, une, ki imajo oči. Ne marate, da vas nekaj gleda? Načeloma nimam, tudi v bistvu nobenih teh kipcev, nagrad, pa tega ne visi po stenah. In se tako najbolj počutim. Razumem. Vi imate doma lutke? V bistvu ja, ampak to so samo neke lutke, senčne lutke, ki se nikoli niso recimo uporabljale znotraj predstave. Predvsem so pa pri nas doma zaradi mojega sina, ki je bil takrat se tudi seveda prvič srečal z lutkami že od malega in so zato pri nas doma. Ampak ni pa nobenih zadržkov z očmi in s pogledi. Je pa res, da v vajni družbi sem jaz tu neizkušena. Veš, to vseeno pride z izkušnjami in z zgodbami konkretnimi, bi rekla. Predstavljaj si neko lutko, ki sem imel pa tam na polički. Mislim, dobro nositi. Ki te gledaš. Zelo različne lutke poznamo, od marionet do ročnih lutk, različne tehnike. Na kakšen način poteka učenje teh tehnik? A je to nekaj, kar se da absolutno priučiti, oziroma kaj je pa tisto, česar se pri lutkarstvu ne da naučiti?
Lahko jaz, ker tu sem jaz po moje res iz nič. Ko sem še jaz bila na akademiji, niti na akademiji še ni bilo predmeta ali pa kakršnega koli predavanja na temo lutkarstva, animacije, česarkoli. In je v bistvu še vedno za mene vsaka predstava vedno znova iz nule začetek usvajanja, spoznavanja neke lutkovne tehnologije. Mogoče sem se s katerimi že malo bolj spoznala in spoprijateljila, ampak jaz imam še vedno vsakič znova, ko pride nova lutka. Zdaj sem prej videla ta lok lutke, s tako lutko še nisem delala. Jaz takoj res dobim tak strašno spoštljiv odnos, veliko strahospoštovanja in se mi na podlagi tega, kako se moram jaz učiti, kako sem se in se še vedno bom, se mi zdi, da se da priučiti. Hkrati pa nimam izkušnje, kaj to pomeni, če ti to znotraj res nekega predavanja. Kako je, če ti si vodeno, se pripravljaš vodeno znotraj študija, recimo na spoznavanje lutk, na spoznavanje in usvajanje tehnik. Tako da je vedno sprotno. Je pa res, da je tu mogoče malo problem, ker si pa vseeno odvisen od samega sebe v večini primerov, ker tudi večina ljudi nima lutkovne izobrazbe, vsaj v našem gledališču v Mariboru, tako da je spet to malo let izkušnje in leta in malo občutek, ko ga imaš v sebi, recimo. No, sej, vaše poti do tukaj, kjer se zdaj, so zelo različne. Recimo, vi ste torej končali AGRFT, in zdaj delate v Lutkovnem gledališču Maribor. Vi ste po poklicu v bistvu vzgojitelj predšolskih otrok. Tako. In ste potem zablesteli tudi s tem... Dolga zgodba od svojega 10. leta, ki se vleče. Ja. Hotel sem pa samo to reči prej, da pač to je, jaz jemljem to vedno, da to je igralec z masko, ker to so maske. Zdaj, če ima igralec masko tu gor, jo ima na prstu, jo ima na nitki, jo ima na palci, v bistvu je to igra z masko. Je pa res, da vsaka, zdaj pa kje je ta maska, če je na prstu je roča, lutka, marioneta in tako naprej. Tako da neke osnovne bazne vaje recimo obstajajo in se jih da priučiti, to, ko praviš, to so neke čist tehnične vaje. Tako da neka baza obstaja, tako kot pri vsaki umetnosti. Obstaja baza. In tisti, ki hoče pa danes bazo preskočiti, pa ponovati ni glih v redu. Ampak drugače neka ta baza pač mora biti. Gospa Mavrič-Lazar, vi ste pa v bistvu končali filozofsko fakulteto in potem lutkarstvo študirali v Pragi. In zdaj poučujete tudi na akademiji v Sloveniji 2 predmeta o lutkah. Kaj vam je dala recimo Praga? Kaj je Praga v bistvu tem procesu na vaši poti bila? Rekli ste že večkrat, da jo pogrešate, da ste pogrešali Prago, potem, ko ste se vrnili v Ljubljano. Jaz sem tja šla že, kot rečeno, po 4 letih filozofske fakultete, ker sem bila zelo v enem racionalnem okolju, se pravi, sem zelo razmišljala o literaturi, bila zelo v tem in hkrati pa se začela ukvarjati v studiu Lutkovnega gledališča tudi z lutkarstvom. Skratka, sem to lutkarstvo že od vsega začetka me je zanimalo tudi kot fenomen, se pravi, kaj to je znotraj gledališča, kaj je to za ena reč, ko jo gledam tudi. Jaz v bistvu zelo rada gledam tudi lutkovne predstave, ker mi se ob njih vzbuja en kup enih svetov, tudi razmislekov o pomenu eksistence, o različnih vizurah razumevanja samega sebe, človeka, in pa hkrati tudi vseh ostalih zvrsti umetnosti. Tako da, kot to me je začelo v bistvu privlačiti, ta lutkarija.
In potem sem imela srečo, da še preden sem šla na študij v Prago, sem šla tudi na ogled Šarlevilskega inštituta lutkarskega, ki je pa bil takrat v 90-ih en drug center, kamor je par slovenskih umetnikov šlo študirati. Ne. Tako da takrat še ni bilo interneta, to smo vse pač nekdo je nekaj izvedel, ja pa tam se da študirati, pa tam ne. In smo šli pogledati, vedeli smo Praga pa Šarlevila, ne. In smo šli pogledati, in sem šla pogledati v bistvu v Prago in v Šarlevil in me je to, kar sem videla na Praški akademiji, mene osebno nagovorilo bolj, ne. Ta Šarlevil je bil že takrat, ne, v bistvu malo prej se ustanovil, je bil en tak laboratorij, eno odkrivanje različnih profilov študentov, ki so že na nek način se ukvarjali z lutkovnim gledališčem, pa so tja prišli samo na neke vrste specializacijo lutkarsko. Medtem ko praški Damu je bil pa v 90-ih že v eni drugi fazi te klasične češke lutkarne, kot se je reklo. Se pravi, klasične češke šole lutkovne animacije, ki je bila ustanovljena leta 1952. Ne? Tako da to je bila v bistvu prva evropska šola lutkovne animacije, se pravi lutkarstva. Ne? No, ampak v 90-ih je bila že druga faza, ko so že šli bolj v ta odprt tip, kjer so se lutk že počasi malo, tako niso več, ta tradicija bi jo že dali malo stran, pa so se začele neke nove odprte forme oglašati pa to, ampak da se vrnem k vašemu vprašanju, ne grem preširoko, no, kaj mi je dala Praga, predvsem to, da je pomembno in potrebno misliti lutkovno gledališče najprej, ne, zato me je privlačila, da je treba v bistvu misliti, zakaj lutka in kako lutka. In lutkovno gledališče češko je nekaj povsem drugega kot naše gledališče. Dejansko v bistvu korespondirata na nek način, zelo na drug način pa nikakor. Ampak to misliti ga, ne, se pravi, zakaj jo uporabiti, na kakšen način in ko uporabim lutko oziroma in ko grem v to umetniško zvrst, ne, kaj dobim od nje in kaj z njo izražam. Ne. V bistvu to je to, kar je meni ta Praga dala in kar nekako se mi zdi, da poskušam na nek način tudi predajati študentom. Morda veliko bolj kot kako se naučiti animacije, ki se je potrebno potem valjda naučiti in tudi mi v bistvu, tudi če že znamo, moramo vedno znova z novim tipom lutk spet trenirati, ampak to, kako misliti jih, no, to se mi zdi. In zdaj smo tukaj v bistvu pri bistvu. Ja, povejte. Samo to, ne, da lutka ni samo izrazno sredstvo, ampak je tudi nek znak, simbol, metafora oziroma nek jezik v gledališču, ki odpira lahko čist nove svetove in ti lahko uresniči neko idejo, ki imaš na prav poseben način, ki v bistvu združuje, tako kot si rekla prej Martina, torej vse umetnosti, kakorkoli obrneš. Povejte. Zdaj sem se spomnila, to je bilo glede na to, da sem takrat začela v Mariboru, enkrat smo se takrat, torej približno 8 leti srečali v Ljubljani, pred vašim gledališčem in smo se nekaj pogovarjali. Pogovarjali smo se tudi midve o tem, da super, da sem jaz zdaj v Mariboru in si takrat rekla, da se ti zdi fino, kako se zdaj dela most med recimo dramskim gledališčem in lutkovnim gledališčem. In jaz sem takrat, se mi je zdelo, da vemo, o čem govorimo, pa sem pokimala, v bistvu nisem imela pojma, ampak zdaj vse je to, no, pomislila sem na to vsem tem, kar si zdaj govorila, veš, ta misliti lutkovno gledališče, za mene je zanimivo, ker še vedno se mi zdi, da bolj iz dramskega polja vstopamo to, ampak kak je to v resnici res pomembno, ta misel, ki jo daš, ja, je tehnologija, meni je tehnologija še vedno, ni mi enostavno, ampak kaj vse ti potem, ko recimo vsaj usvojiš lutko, da se spoprijateljiš z njo, kaj vse lahko ti noter vanjo sprojeciraš in kaj potem ona lahko govori. In se mi res zdi to ta misliti lutkovno, še vedno ne vem čisto točno, kaj to pomeni, ampak je zelo pomembno, no, to
spomnila sem se pa ravno ta most med dramskim in lutkovnim. Sem se spomnila. Ja, ta lutkovni način razmišljanja. Ne, to, o tem je Jurkovski to dosti pisal. In v teh žanrih, ki so znotraj lutkarstva, tako kot so znotraj vsake umetnosti. Zdaj smo po mojem pri bistvu. Zakaj so lutke pomembne? Kako so lutke pomembne? Kaj nam dajo? Kaj dajo družbi? Ja. Ogromno, ne? Mislim, če nadaljujemo, zdaj govorimo o lutkovnem gledališču, ne? Se pravi med dramskimi lutkovnem. Jurkovski recimo govori o tretji vrsti gledališča, ne? O nečem, kar združuje oboje. Se pravi, to je tisto, kar nastane vmes med človekom in lutko. To umestno, ta umestni prostor, ta odnosnost, ne? Da je to ta tretja vrsta gledališča. Ampak to je, se pravi, mi govorimo o lutkovnem gledališču, govorimo pa o lutkarstvu. Lutkarstvo pa je seveda pojem najširši možen, kjer pa še noter antropologija, kulturologija, zgodovina, mitologija, vera, vse, ne. In lutkarstvo, se pravi, lutka je, če gremo čisto v bazo, je mrtvo telo, mrtva plastika. Ki pa je imela od najdavnejših zgodovin vedno nek poseben pomen. Ne? Vedno ali je bila to lutka, s katero se je že nekaj počelo, ali je bila pa samo nek religiozni objekt. Ne? Skratka, majhne podobice nas samih, majhne podobice ljudi, ki so nam podobne, ampak niso žive. In kdo je tisti in kakšen pomen imajo za človeka? Bile so lahko prevodniki do Boga, držali so jih v rokah svečeniki, ljudje z obrednimi močmi in pooblastili, ali so bili prevodniki do mrtvih, se pravi med živim in mrtvim svetom, ali so bili prenašalci nekih sporočil iz preteklosti, iz prihodnosti, orakle recimo, to, kar smo morda že malo načeli s Silvanovimi, kar se zdaj dogaja v Ljubljani. Se pravi, neki vmesniki med živim in mrtvim, med zdaj in prihodnostjo, med zdaj in preteklostjo in hkrati večni opomnik tega, da so one niso več žive, da k temu gremo vsi. Ne? Se pravi, v bistvu bi rekla neka materializacija strahov, upov, domišljije človeške, ki lahko ima, in večinoma so imele neko antropomorfno obliko, ne, te podobice. Tako da to zdaj zelo na kup mečem ene take bistvene pomene te lutke. Ne. Bistveno pa je, se mi zdi, da pač so nekaj, kar jim je človek vedno dajal neko življenje. Ne? In se preizpraševal o tem, kdo je taki, daje življenje. V vseh bajkah ali pa mitologijah je pa vseh večinoma, ne, teh, ki jih poznamo, Pigmalion in te, je taki jim je vdahnil življenje, je bilo božanstvo, ne, potem šele mi. A sem zdaj šla na preširoka, ne? Ne. Zelo v redu. Sem se pa to reči, da je v Baski lutkovni muzej, kjer je ena lutka postavljena takole na eno klop, potem pa identična lutka, če šipo jo vidiš, na strehi, ki propada na dežju in soncu. Zdaj pa, kaj je lutka še in kaj je material? Kdaj jo gledamo kot lutko in kdaj jo gledamo samo kot material, torej blago pa les? Ko propada, ko malo propada, a je ti še lutka ali ni več tista lutka? In obe lutki so bile uporabljeni v predstavi. Torej so bile oživljene in tako naprej. In potem je zraven list, kjer se v bistvu sprašuješ in lepo krasen piše vse, a je to še lutka, a je to en kup materijala, ker animatorja ni zraven. Lutkarja ni zraven. Ali je to še vedno lutka, ki ima neko, ko praviš, vse ima neko moč in tako naprej, likovnost in tako naprej. Ja, kaj pa una tam, ne, na strehi, je pa samo še ena kup nečesa, ali ima še nekaj, ali nima več. Ali ko so tiste oči zginile z lutke dol, ki jih je drž prav, a je takrat zgubila lutka, da je bila samo ena kepa materijala, ali je še imela kaj v sebi.
In je zanimiv stati, jaz sem tam eno tele stal pred tisto šipo gledal na lutko, tam ki je propadala, pa to je res zanimivo, no. Se malo vprašati, no. Pa lutkarstvo, pa lutka gledati z neke distance. Torej, ne, da greš v ta muzej kot tabula rasa. To je pasal. In kako se torej zgodi ta magija? Bom uporabljala kar to, kot ste rekli, zlajnjeno besedo, ker za nas v bistvu to je, ta čarobnost. Torej, da stvar, ki je neživa, postane živa. To jaz nimam odgovora. Nimate odgovora? Ne. To je do neke meje, to, ko si rekla, prej neke meje se seveda da preučiti, ta pihent not, pa da nekaj res to, ne vem. Ampak vas je fasciniralo to od otroštva, ne, kot večkrat poveste, ne? Gledati to, videti to. Ja, to me je od nekdaj, ne vem zakaj. Jaz sem začel z enim marionetarjem, ki je prišel na našo osnovno šolo in je imel zelo trdo roko. Je imel špartansko vzgojo, kar se tiče marionet in tega. No, pa sem delal pa še druge stvari, ampak me ni odvrnil nikoli. Tako da predvsem pa to, da jaz se vedno hecam, da pač vsak ima svojo likovnost, a ne? Jo ima, če bi jaz delal v Hollywoodu, bi igral kakšnega Meksikanca, ki bi ga v prvem prizoru ubil, pa bi padel strehe dol, ne, svojo likovnostjo. To se vedno hecam, ne, ampak likovnost, da pa lahko igramo različne likovnosti, da lahko igramo živali, da lahko dam vlogo kepici papirja, želeja, grmička, maha, da jaz lahko igram mah, ne. To je meni ena taka prednost, ki mislim, zanimivo raziskovanje vedno znova, kakšno izrazno možnost ima določena likovnost, določena lutka ali pa določen material. Kje se zgodi ta čarovnija? Ja, zanimivo, ne? Ta magija, kako ima za nas različne pomene, ne? Ta magija, ki se velikokrat uporablja, zato sem rekla, da je mogoče malo zlajnana beseda, ker se mi zdi z lutkarijo, dostkrat se ta magija kar prelep zraven, ali pa čarobnost, pa čudežnost, pa tako, zaradi tega se mi zdi, da mi lutkarji pa malo občutljivi na to, kar slišimo. Ne? Mislim, čeprav je to res, to je eminentna reč lutkarstva. Moram se kar strinjati z Branetom, da gre za neko neizrekljivost, ali pa mogoče tudi tako, da je niti ne bi želela opisati, kaj se zgodi, ali pa mogoče najti definicij, kako se zgodi, in imam tudi na nek način težave predati to, kako do te magije priti. V bistvu lahko, mislim si, da preko nekega ravno tega občutenja teatra tako, ali pa v bistvu dojemanja igralca na odru, a ne, že tukaj govorimo na nek način o neki magiji prestopa, recimo v neka druga stanja, pa zdaj zelo na grobo govorim. No, in če je pa lutka recimo še en podaljšek tega, a ne, se pravi, je nekaj, kar držim v roki in je izven mene, kot da bi v bistvu to, kar nosim v sebi, to svojo vsebino ali pa performativno moč, ki jo imam kot igralec, prenesem še na nekaj drugega, kar pomeni, da se res med nama vzpostavi nek odnos. In ne vem, zame je najmočnejše to, ki začne to nazaj z mano komunicirati, a ne, ki v bistvu v enem trenutku se to vrne, no, na nek način v bistvu začne ona meni nazaj dajati, ne. In to je pol nek tak res neizrekljiv in nepopisljiv občutek, ki se spoji in se zgodi ta tretja entiteta, no, tretja performativna entiteta, če hočemo to, ne vem, nekako definirati. In mislim, da je tleje, no, najbližje mogoče tej magiji. Ali pa jaz sem šel celo tako daleč, da sem se snimal, pa sem v slow motionu se predvajal, kaj točno počnem v tistem momentu in kljub temu nimam odgovora. Tako da to povem. Ampak ja, mogoče je to najbližje. Mislim, ja. Je pa ful lepo, no. Pač to je nekaj res
Mislim, po moje zato, ker nas je res malo teh norcev, ki to počnemo. No? Ker v bistvu res ustrajamo v tem in nam je to tako res fajn početi. Ker ko to enkrat počneš, to je pač res fajn. To je tak pač res... Mislim se, take čist brezvezne besede za to uporabljam, da je res fajn pa to, ampak pač je res nekaj neverjetnega, no. No, ampak je tudi res, se mi zdi, veš to, Ja. zdaj sem se na nas norcev. Mislim, tako se mi zdi, veš, v resnici ni tako težko prijeti lutko ali pa nek objekt, pa Ja. si predstavljati, da sej pa lahko zdaj malo nekaj naredimo, pa se bo nekaj zgodilo. Jaz mislim, da moraš res biti malo norec. Med to širino vsem tem, kar si ti prej govorila, da to vseeno izhaja zgodovinsko gledano od nekje. To so res neka že filozofska, ontološka vprašanja. Ti lahko res v kos plastike vneseš vse, pravzaprav, kar mi kot živa telesa, kot igralci ne moreš na tak način se izražaš, nimaš teh izraznih sredstev, je neka meja in mi je zanimivo, kako v bistvu ti lutke, objekti, karkoli dopuščajo, da ti, če želiš, vneseš v njih vse zgodbe lahko in jo bodo povedale. Jaz tudi ne vem, kje se zdaj ta magija zgodi. Mogoče je tudi ključ še to, da se zgodi, ko je še zraven publika in da se potem vse te energije premešajo. Ampak se mi pa zdi to, no, da res vzameš ta kos in res želiš z njim povedati nekaj, ne samo zato, da je lepo, ker gre malo levo in desno in lahko dvigne roko, če so odvisno od tipa lutke, ampak da res govori zgodbo. Sploh pa ta moment, res, ko si rekla, ko se začne vračati, ko lutka potem začne s tabo komunicirati in se res zgodi, ne vem kaj. Jaz razmišljam tudi tako v tem smislu, no, če lahko navežem na Vesno, da kar se nam začne dogajati. No, jaz si mislim, da je to dejansko te objekte, ki jih imamo, ne, ali pa žive plastike, ali pa kakorkoli to poimenujemo. Lutka je dost v bistvu dobro ime za vse mogoče reči, ki jih imamo v rokah, ki delamo tudi s predmetnim gledališčem in tako naprej. Ampak da, ja, tako kot praviš, mislim si, da v nas, ko začnemo v bistvu biti gospodarji te materije, a ne, ker dejansko smo in jim damo to neko življenje, da kot da bi vsi arhetipi spregovorili tudi skozi to materijo. Ker oni v bistvu to so arhetipi, ne, ki jih mi v nekem našem DNK nosimo. In morda mi kot igralci imamo, ne vem, mogoče bolj direkten dostop do tega. Ne. In potem ljudje, ki imamo pa še morda občutek za to materijo, pa potem s tem, da bi vzbudili te arhetipe, ki jih imamo pa vsi v sebi. Zato otroci se vedno znova pridejo na svet in vedno znova vzamejo nekaj v roke in se igrajo s tem. Mislim, to je pač res s tem, to imamo vse, pa ne. In s tem, ker mi to na tak obreden način v teatru prebujamo, je to res ta oživljanje arhetipov. Čas bomo prišli do tega, zakaj ena lutka ni visi na zidu. V intervjujih, ki sem jih brala z vami tremi, ampak tudi z drugimi lutkarji in lutkaricami, v bistvu sem vedno znova prišla do tega, da vsi bolj kot ne omenjate neke izjemno močne podobe iz otroštva, ki jih še vedno nosite kot zažgane v sebi, ko ste gledali recimo neke predstave, lutkovne predstave. Kaj je to, kar se nam v bistvu užge v nas, v otroštvu, ko gledamo lutke in kar nas očitno ne zapusti? Gospa Vončina, vi ste pred nekaj leti za Mladino rekli, med drugim, prevladuje mišljenje, da so lutke namenjene otrokom in da gre zato za neko zelo enostavno in enoznačno pripovedovanje zgodb, pa to sploh ne drži. Tudi v predstavah za otroke je še kako pomembno, da je za njimi nek razmislek in ambicija, saj za otroke to velikokrat njihovo prvo srečanje z gledališčem in raznimi umetniškimi zvrstmi znotraj tega. Ampak zgleda, da so nas prav te podobe, lutk, predstave, scenografije nekateri omenjajo, nekako se nam vtisne tako močno v spomin, da jih nosimo celo življenje s sabo. Kaj se je zgodilo takrat? Jaz moram reči, da jaz nimam iz otroštva te podobe. V resnici ne. In bi tudi rekla, da
ker sem se starši pogovarjala o tem, potem, ko sem jaz tudi zdaj tako z lutkami se srečala in šla na pot z lutkami, da pravzaprav niti ni bilo lutkovnih predstav, mislim, v Celju, se je bila sigurno kakšna, ampak ni bilo pa zdaj tako, da bi mi rešli v gledališče, da bi bilo možnost videti, da so bile to mogoče kakšne skupinice, ko so bile tako, da jaz nimam to vrstnega. To pa sem No, ampak je pa tudi res, da če bi na televiziji videla, po moje, da ne bi. Meni pa edina stvar, ki je Zverinice zares je, da mi je ostala v spominu zares kot otroka, ampak in to Grdina lik, ker sem se mal bal. In ko sem šel prvič v Maribor, v Mariborsko lutko, sam da ne bi tiste Grdine videl. Da me ne bi. Drugač pa jaz tudi nimam tega z otroštva, da bi... Sem gledal tega Kljukca, je bil Kljukec, Kljukčeve dogodivščine, pa tiste, tudi ne vem, kjer je dogodivščine, ko sta v dva linerja. To mi je ostalo v spominu, ampak pa sem pa dosti hitro začel sam kaj početi. Je pa res, da je takrat bilo v začetku 80-ih, pol je pa lutkovno gledališče ni imelo svojih prostorov, lutkovno gledališče Ljubljana, in so v Španski borci, ki so se glih odprli kakšno leto, dve prej, so imeli redne termine in sem hodil vse gledati, ker sem bil tam z Most doma in sem skozi gledal te predstave. To sem bil starejši že. To sam drugače pa... Ja. Vi ste se, takrat, preden ste šli v Prago, spomnili na to čarobnost? Ja, jaz sem pa iz Selnice ob Dravi, to je pri Mariboru, tako da takrat so mariborski lutkarji napolno gostovali po vseh osnovnih šolah in tako da jaz sem jih videla kar veliko. Šolni iz Kamnice, ne? Ja, ne, so bili že na Rotovžu, jaz sem videla kar veliko. Potem sem tudi delala, sem bila v lutkovnem krožku in tako se mi zdi, da sem celo osnovno šolo tako s temi lutkami nekako bilo vse prepojeno na televiziji, tudi isto Zverinice iz Rezije, pa je bil že Mapečov, to je bilo pač, ne. Meni so, parkrat so me učiteljice v osnovni šoli so prav k meni stopile med predstavami, ne, usta zaprem, ne, ker sem pa je gledala. Skratka ne vem, ampak to pač osnovna šola, pa pozabiš na to in pol, ko sem jih spet videla na enem od festivalov, je bilo pa prav točno tako, kada mi me prešinili, pa se res, jaz sem to imela včasih ful rada, ne, jaz sem to je bilo nekaj, kar me je res fasciniralo. Ja? In potem sem od tukaj naprej šla po tej poti. Tako da ja, mislim si, da ostane, no, če gremo nazaj k temu, ne, vašemu vprašanju, da to ostane ali pa ne ostane v otroštvu. Lahko lutke tudi otroka silno prestrašijo, recimo, pa dobi averzijo do tega. Jaz mislim, da je ta otroški razvoj je tako subtilen, da lahko mogoče v enem dnevu, ko ima otrok tisti kvantni preskok, nek razvojni, pa če v tistem trenutku vidi kakšno predstavo ali pa lutko, ki mu ni fajn, ga lahko zaznamuje enako močno v negativnem smislu. Ne? Tako da to so te reči, ki jih mi, ki igramo za otroke, moramo skozi misliti na to, da imamo tam teh 250 otrok, od katerih je mogoče imel pa en res ima danes ful slab dan, ali pa je, ne vem, na pol virozen, ali pa je doma bilo kaj narobe, pa tako, in ga lahko zaznamujemo tudi v tem smislu. Mogoče pa nas je zaznamoval, pa niti ne vemo, kaj nas je, pa potem to rezonira spet skozi neke te arhetipe. Res sem pozabil, da se na to magijo vrnem nazaj. Sam to bi rad pa res povedal. Neville Trental je en umetnik, ki dela z mimičnimi lutkami, torej rad z maskami, in jaz sem njegovo lutko imel v rokah pred ogledalom in on ima, ponovadi, njegove lutke imajo zdrobljeno steklo v očeh in tako naprej in je blazno živa. In jaz sem s to lutko 5 minut, 7 minut dihal pred ogledalom, torej sam dihal, lutko gledal sem ogledalo in potem sem po 7 minutah naredil. Sam sebe sem ustrašil s tem, torej lutka me sem se fascinirala, je mene po tolikih desetletjih, s to magijo, živostjo, ki je imela noter. Pa ne bom rekel, zato, ker je bila energija, ni imela noter, ampak ne vem kaj. Bila je to, sem gledal v te oči, ki so bile kaj žive, to dihanje, počasi sem ji dal življenje, čisto počasi, ki je spregovorila, sem se v bistvu res ustrašil te lutke.
To je nekaj, kar mi je še danes neverjetno. In druga stvar, ki mi je neverjetna, smo igrali z Martino, tudi živalsko farmo, in sem imel z enim prašičem lutko, sem imel monolog in sem imel suha usta, čist grozen. In tam je bil en napajalnik lesen, ki je bila voda noter. In jaz sem sred monologa šel s tem prascem pit vodo in sem se odžejal. Prek pujsa. Jaz sem se odžejal in je bilo... Čeprav je pujs pil. Ja. In je pujsek pil, lutka je pila, Ja. ne? Ampak jaz sem se odžejal in sem lahko mirno govoril naprej. Takrat sem rekel, jaz nisem gladek. In še na to me je spomnil potem Mici pa Gašper. A ti veš, kaj sem naredil? In sem se bolj spomnil nazaj. Nisem to dva taka dogodka, ki nas presenetijo tudi po ne vem kolikih leti, kaj se zgodi. Ko padeš neki noter, pa to, ko praviš, ne? Ko se ti neki nazaj vrne, ne vem, kako se njegova voda meni vrne nazaj, ne? Ali pa ta energija, ali pa ta power, torej nas v bistvu še vedno preseneča, vedno znova je to en tak neodkrit svet. In lahko čutimo samo ponižnost in nobene prevzetnosti in vedno mu še tako popisan list v novo stvar, ker počas poznavaš, da nič ne veš, koliko veš. Žogica Nogica, oziroma Žogica Marogica je ena od zvezd 36. gravičnega bienala Ljubljana, ki ste ga vi že omenili in obe imate Omerzujevo lutko s sabo. To je žoga, ki jo vsi poznamo, nekateri iz predstav, drugi iz kaset, po predstavi češkega lutkarja Jana Malika. In je to ena od najbolj igranih lutkovnih iger na svetu. V ljubljanskem lutkovnem gledališču je na sporedu, mislim, da od leta 1951, v Mariboru tudi ena najbolj igranih predstav. Kaj tej lutki, ki jo vsi poznamo, to ikono, ki je razstavljena zdaj tudi tukaj v Ljubljani, kaj daje to brezčasnost? Ja, ne vem, jaz mislim, glede na to, da sem jaz obnavljal to Žogico Marogico, zdaj zadnje, sem tu dodal, da se dedek in babica vračata nazaj in da se res vidi, da dobi kuža, klobaso, pa in tako naprej. Je kvečem pridobila ta žogica. Sem v njej igral tudi 15 let, skoraj 20 let, sem igral 3 vloge, jaz sem podedoval od Naceta Simoničiča vloge in sem se večkrat spraševal to, ko govorite, kaj je tej predstavi. Jaz osebno mislim, da je bila pač uprizorjena, da je bila premiera v nekem pravem času, takrat 53. kdaj je bilo, ali 55. 51. mislim, da, če se ne motim. Je pa to fenomen, zato ker v bistvu ta tekst od Malika nikjer po Evropi ni bil tako uspešen kot pri nas. Žogica Marogica, torej vsi ostali od Trdoglavčka, ne vem kaj še, mislim, so večji hiti. Tako da tudi v bistvu se je čudila njegova hči Jana Malik, ne. Se je tudi čudila, kako je to, da je v Sloveniji se tako prijela ta Žogica Marogica. Je pa res, da so skozi ta desetletja, ne, so pa vedno bili kakšni čudni komentarji, ker pač tekst je le nastal 51. In potem ali otroci poznajo Črpalkarja, ali dedek in babica sta kar zakleneta to Žogico Marogico, ne, kot ti so vstric. Tukaj počakaj in tako naprej. Zmaj je malo tak, pa tudi take stavke, da ne bom nesramen. No, skratka, ampak ja, je obstala ta Žogica Marogica, razproda se prej kot koncert Pink Floydov, kaj ne rečem. Jaz mislim, glede na mojo izkušnjo v Mariboru, kjer praktično že vsi, cel igralski ansambl igra v Žogici Marogici. Tako, kot sem se pogovarjala v bistvu z gledalci, da je to že nekako, ker je že toliko časa prisotna, da je to en tak družinski ritual. Ko so bili detke in babice, zdaj majhni so, je bila to ena izmed prvih predstav, ki so jo videli, so potem peljali kasneje svoje otroke in zdaj ti detke in babice svoje vnučke in se mi zdi, da je tudi to ena taka stvar, mogoče
Jaz mislim sicer, da se je mogoče malo preveč užgala v spomin kolektiven, ampak tak lep dogodek je, no, tak res, kot da je to že pa neka tradicija in mislim, da se bo še ohranila, v bistvu še zelo dolgo. No. Ravno... Mislim, da se Zvezdica Zaspanka tudi sporedno vrača. Ja, obstaja. Zvezdica Zaspanka je tudi... Ima podobno vrednost v našem kolektivnem spominu. Ja. Ja, jaz si mislim pa, prosti hod. Ne, mogoče celo bolj, to sem hotel reči, ker sem tudi bila na kaseti, naprej Zvezdica, pa to so poslušali, otrocka pa vem. Mislim, tako kot smo že zdaj nekako se dotaknili tega, da je lutkarstvo neka zmesa, nekih arhetipov in tradicije in to v vsakem primeru je, lutkarstvo ima v sebi, je vez med tradicijo in sodobnostjo. Že glede na to, da jih je pač treba narediti, da jih je treba izdelati, da jih je treba na nek način držati v roki. Tudi če govorimo o mogoče kakšni sodobni obliki lutke ali pa o predmetnem gledališču, tako kot je rekel Brane, na neke osnovne jezikovni načini, kako se ta reč animira ali pa premika so. Tako da je vedno spoj med tradicijo in sodobnostjo. In zgleda, da ta žogica marogica nagovorila v tistem času res toliko ljudi in da so se res usidrale v to kolektivno zavest, da je to nek obred. Ja, je pa Nina Malikova hči, dejansko Jana Malika, ona še danes ne verjame, kako je to možno. Nina Malik, jaz sem rekel Jana Malik. Kaj imamo mi Slovenci s to žogico marogico? Meni je bolj zanimivo, da je v bistvu ona kot likovni artefakt zdaj tako v spredju grafičnega bienala. To je zanimivo in da je ena kustosinja v kulturi naši slovenski prepoznala tako vrednost likovno te žogice marogice. To je meni zanimiv fenomen, recimo. Nam je to nekaj vsakdanjega, ampak dejansko moram reči, da sem jo tudi zdaj na drugačen način pogledala. Tudi v kontekstu tega oraklja in tega prostora, kjer je razstavljena v drugem kontekstu. Mislim, in je res nekaj pač odbitga, na nek način, ena žogica, ki se premika, pa ima noge. In se preizprašuje, je na nek način preizpraševanje, kaj zdaj to, Mislim, razumem nekoga, ki prihaja iz likovnega sveta, pa preizprašuje to, a so te nitke zdaj bistvene, ali je to zdaj samostojna entiteta, ali kaj zdaj to je. Tako da v tem kontekstu je zanimiva, Za nas pa, pa mislim si, da tudi kar se tiče naracije, da je to nekaj, kar odgovarja večini teh razvojnih stopenj, se pravi ta ponavljanje, vedno znova. Jaz ne vem, pač vsi, ki imamo otroke, smo to kaseto preposlušali v avtih, pa to mislim, ker to pač otrok ponavlja in očitno jim to da neko varnost, nekaj, da ti to gledaš in je vse lepo mirno. Je pa tudi didaktična, zelo didaktična je ta zgodba, Tako da, ampak zanimivo, kako nas to nagovarja, se strinjam. Najbolj klišejski odgovor vedno bil za to, takrat ni bilo televizije. In potem so prišli v gledališče gledati lepo okvir in so prišli žogico in zvezdico gledati in so prišli na velik ekran, na veliko plazmo, HD in tako naprej gledati stvari. Ampak ni to tako enostavno. Je bilo malo tudi tega, je treba pa tudi razumeti, da še ne toliko dolg nazaj, bom rekel 40 let nazaj, je bil v našem gledališču termin za odrasle. Mislim, da so bile sobote zvečer, kjer so se predvajale Sepremiške, Žogica marogica, Zvezdica Zaspanka, kjer so odrasli prišli zvečer ob 8 zvečer. To je pa tudi zanimivo. So prišli otroške predstave gledati. Ampak je bil termin. Mislim, da je bil še v 70-ih, v začetku 80-ih je bil ta termin. To so povedali starejši kolegi. Zanimivo, da so odrasli prišli gledati te lutkovne predstave. In ko smo bili pri Omerzuju za delo, na vprašanje sporočila vaših del nagovarjajo tako otroke kot odrasle, kako jih ohranjate razumljiva in hkrati večplastno odgovarja. Meni, da ni nujno, da vsi vse razumemo. Pomembno je, da vsak najde nekaj zase, odrasli nekaj, otroci nekaj drugega, da sporočilo deluje močno in nas doseže na globlji ravni, da se nas dotakne. Še vedno imam pred očmi predstave amaterskega gledališča iz otroštva, še najbolj čakanje, da se med prizori razpre zavesa. 3-krat je udaril gong in potem čisti šok. Enkrat je bil pred nami gost, drugič notranjost gostilne. Čeprav nisem skoraj nič razumel, sem bil popolnoma očaran. Škoda, da je danes v gledališčih tako malo scenografije.
gledališče ni samo stvar otrok, da ne bo narobe razumljeno. Mogoče danes največ govorimo o predstavah za otroke, ampak absolutno ni samo stvar otrok. Mi je bilo pa zanimivo, v enem intervjuju ste vi rekli, da niso otroci tisti, ki motijo in nimajo na otroških predstavah seveda, manjko koncentracije, ampak da so starši in stari starši tisti, ki so na telefonu, da bi na to opozorili, a ne? Gotovo. Ja. Gotovo. Ja. To je največji problem. to. Otroci, igrati dopoldanske predstave za otroke, kjer so v publiki samo otroci in pač tistih nekaj vzgojiteljc, to ni lepšega. Ne? Takrat, to je res nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi. Popoldanske predstave, ko otroci sedijo v spremstvu staršev in starih staršev, ki imajo pa potrebo tem otrokom razlagati, se vpletati v njihovo razumevanje ali pa interpretacijo, jim jo interpretirati na nek način ali jih pa ves čas drezati in jih pitati. Vleč nazaj od tega, kar jim ne zaupati. No. Jim ne zaupati, ne zaupajo jim, da bodo oni že sami v bistvu to videli. Njihova naloga je samo, da jih poučijo, da zdaj teh 45 minut je ves svet njihov, naj se mu prepustijo, oni pa so tam samo zaradi tega, da se počutijo še bolj varne, recimo. In njihova je odgovornost in odločitev, da so jih tja pripeljali. Tako da v tem smislu pa jaz moram reči, da v bistvu zdaj po 25 letih oziroma še več, no, v gledališču se mi zdi, da ta neka kultura staršev je res upada. No? Je res upada, sploh s temi telefoni, ki so vdrli v njihove svetove. Jaz moram reči, da se ne čudim težavam otrok, kadarkoli se o njih govori, ker če imajo ob sebi starša, ki 45 minut, ko pripelje otroka v teater, ne zmore tistega telefona pospraviti in da otroku s tem informacijo, da ni on zdaj ta glavni, ampak da bo on vmes še opravil med 45 minutah, v teh 45 minutah še kakšno delo, potem me ne čudi, da imajo te otroci težave. No. Jaz mislim, da je res večji problem v starših, to, kar mi vidimo vsak dan. Ja. Ker to je... Res je to... Res brošurca napisati, kako je tega. Ja. Drugač pa mislim, da predstave, jaz mislim, da so tako predstave, da so za vse ali za odrasle. So predstave namenjene za vse, torej tudi starši lahko uživajo v dobri predstavi. Torej ni to, da bi bilo izključno za otroke, starši bi zehali, umirali, ampak otrokom se pa ful dogaja. Jaz v to ne verjamem. Če je predstava dobra, je enostavno, prime vse, razlikuje se pa za odrasle, edino po temi, seveda logično, po temi. Tako da jaz načeloma ful ne verjamem v to, da so predstave od 7 do 10 let ali pa da so določene od 11 do 13. Jaz v to pač ne verjamem. Tudi v to ne, da so predstave od 12 do 17 ali ne vem kaj. Ali predstava za odrasle, ali pa v bistvu za vse, oziroma lahko je tema otroška, karkoli, ampak ne vem, odkje to, ta razvojna psihologija, kar se tiče gledališča, se je nekako užrla tudi žal gledališča naša noter, da je treba določiti točno od 8. leta, medtem ko bo 7-letni, ne vem, bo travme doživljal, 9-letnemu se bo pa utrgal, ampak za 8 let je pa ta manj, to ne razumem tega. Vi ste prikimavali prej. Imate tudi vi to izkušnjo, da starši podučujejo, kaj oduzamejo otroku, če mu razlagajo predstavo, ki jo gleda pravkar? Če smo začeli pri magiji, v bistvu to, no. Izkušnja je seveda pri nas identična. In v bistvu bi se vrnila na to, no, kar ste prej prebrali, kar sem govorila jaz tudi v Mladini, kako je lutkovno gledališče dostikrat prvi stik z gledališčem in potem še z vsemi temi drugimi umetniškimi zvrstmi. In se v tem smislu se mi zdi, da je tudi podcenjevano, tudi recimo sploh kako starši pripeljajo svoje otroke, da se tega, da dosti ljudi ne pomisli na to, da je to res nek prvi stik, ki lahko resnično malemu človeku odpre svetove in vesolja. In s to kurirano izkušnjo, ko je treba vse razložiti, kaj se dogaja na odru, zraven še na telefonu ali pa spat,
res uničijo to možnost in potem seveda otroci spat, tudi zaspijo starši zraven dostikrat. In v kratkem času, to govorimo o 45 minutah. In potem res oduzamejo to možnost, da se otroci sprostijo sploh na začetku, kaj šele, da bi se prepustili. No? Kaj vse zmore lutka? Vi ste sodelovali z svojo prijateljico, ki je psihologinja, tudi s terapevtskimi lutkami, z otroki. In imeli ste to izkušnjo, da so otroci tem lutkam zaupali marsikaj. Tudi težke stvari ste rekli. Ne? Zakaj je v bistvu ta lutka, kako je ta lutka nekaj, čemu lahko bolj zaupamo? Lutka je izredno močen medij. Ne samo te izkušnje, ki jih imam s temi otroki, ampak včasih se je pokazalo na nekih, bomo rekel, banalnih prireditvah. Enkrat sem nastopal za slovenski menedžer, in sem bil z eno lutko in potem je ta lutka spraševala te menedžerje, so mi dali vprašanje in tako naprej. Kaj so vse povedali te menedžerji lutki, mislim, to je neverjetno. Lutka je lahko rekla tudi karkoli. Za politike, kdaj se spomnim, sem nekaj nastopal, jaz sem lahko rekel našim politikom, lutka je rekla, našim politikom vse, koliko jih imajo zatlačenih urit, koliko imajo, vse lahko rekla. Če bi to jaz kot igralec rekel, jaz ne vem, kaj bi bilo. Lutki so pa vse povedali, jaz ne vem. Enkrat je bilo tudi na pedagoški fakulteti so povedali študenti lutki, kakšni so problemi vse na faksu, kako so, ne vem, WC-ji bili takrat neki, ni bilo WC papirja, ne vem, kaj so se govorili, vse živo. No, pa sem jaz prišel ven, pa smo se začeli pogovarjati, so pa utihnili. Ven več nič govoril. Lutki so pa zaupali vse, torej tudi odrasli. In vprašanja, ki so drugače lahko ali predrzna, ali nesramna, ko jih reče lutka, jih nekako, jaz ne vem, oprostimo te lutki to delno vulgarnost ali pa direktnost ali pa no, pri teh otrokih je bilo pa, so bile pa v bistvu ene stvari zelo grozljive po svoje, zato ker so povedali otroci stvari, ki jih odraslim sicer niso. Ja, in tudi niso. In potem so začeli pa lutki to govoriti, tako da jaz tega pritiska absolutno nisem zdržal. Jaz sem rekel, ne glede na to, da sem imel psihologinjo zraven sebe, jaz pač nisem psihoterapeut in tudi take stvari, ko ti otrok začne zaupati oziroma lutki govoriti, so lahko grozne in to ne more biti moje breme, v breme lutke, oziroma bi moral jaz se s tem ukvarjati, ne, bi moral biti šolan za to. Je pa res, da je to izredno močen medij, kar seveda opažamo, tudi to, kar je Martina prej rekla, pa to, ko si na odru, pa ko imaš, to je enako, mislim, to je neka moč, jaz ne vem, lažji pa tudi odrasli, no. Če so take predstave, ki se pogovarja odrasel, publika z lutko, lažji zaupajo lutki, kot pa nekemu igralcu na odru živemu, ko sprašuje publika. Vsaj to so moje izkušnje, tisto, kar sem videl. Celo kipom. Je bil kip na steni, je bil angel, je bil hudič, nepomična in sta se kregala med sabo, torej kot radijska igra in so ljudje začeli se kregati z unim hudičem, en z angelom in tako naprej. Kar naenkrat so odrasli ljudje in so začeli mislim, to je neverjetno, ko to enkrat vidiš. Zakaj se to zgodi? Imate vi odgovor? Da sem malo odplavil. Ne, v redu je. Jaz mislim, da je neka posebna vrsta identifikacije. Tako kot, zdaj, če govorimo o gledališki lutki, se pravi otroci, ko gledajo gledališko lutko, gledališko predstavo, se na nek način identificirajo. Tako kot se identificirajo z liki pravljice, ki jih poslušajo. Zato imamo, glede na njihove razvoje, tudi različne vrste pravljic. Vemo, da se v enem obdobju identificirajo z živalmi lažje kot ljudmi, se pravi z nekimi temi lastnostmi in tako naprej. Tako, to je, kar se tiče res gledališča, tako pride do neke identifikacije, preko katere oni lahko
lahko imajo večje spoznanje samega sebe. Drugo je pa seveda to, kadar lutka ima moč tudi kot negledališka funkcija. Ne? In to so resna področja, ki so zelo razvita danes pri nas. Recimo tudi, ne vem, jaz čisto miceno sodelujem tudi z Fakulteto za socialno delo, kjer se študentke in študenti srečujejo z lutko kot elementom se pravi pri svojem poklicu, da to je nek medij, s katerim lažje prodrejo do otrok. In zdaj sem gledala že 2 leti te njihove produkcije, teh študentk, in ko se lotevajo tem, s katerimi jih predstavijo skozi lutko, ki so na nek način tako posredno se lotevajo težkih tem preko lutke. In otroci se na ta način identificirajo in morda preko ovinka rešijo kakšne travmatične reči, poleg teh osebnih nagovorov. Tako da, ampak mislim si, da spet ponavljamo te iste reči, da je nek arhetip, nekaj, kar nam, ko jo imamo v roki, je nek posrednik, ki odpre neke druge kanale. No. Ali če smo v publiki, ali če jo držimo v roki, da je nek medij. No. In kot ste vi namignili oziroma povedali, torej, lutki je tudi dovoljeno več kot nam ljudem. Recimo Edi uvira v lutko, Edi Majeron, piše, Pulcinella ni edini junak italijanskega gledališča ročnih lutk. V okolici Bologna sta nepogrešljiva Sandore in Fagiolino sta si upala leta 1940 fašistom navkljub nositi rdečo krabo, čeprav je bilo to prepovedano. In tudi sicer, v drugih režimih, ne samo fašističnem, je bilo tem lutkam in jim je nekako dovoljeno biti kritičnim tam, kjer mogoče človeka ne bi tolerirali. Meni se po eni strani res zdi v bistvu fascinantna, po eni strani vsa ta arhetipskost, ne vem, da je Rutka res kot nek totem, ikona, idol, vse res prav čist na nekem nezavednem nivoju, hkrati pa se mi zdi, ne vem to, kar si prej govoril za te menedžerje, se mi zdi, kot da odrasli ljudje predvsem malo podcenjujejo pravzaprav ta dialog, to vrsten, ki se vzpostavi in zato sem omenil tako skrajnost ljudi, ki je to popolnoma... Ampak zgodi se pa, točno to zgodi pa se nek zelo iskren, potencialno terapevtski moment in najbrž tudi, ne vem, to vrstna, ne vem, politična satira v tem konkretnem primeru, zato ker se vseeno mogoče na prvo žogo pa malo podcenjuje, kaj se bo v resnici zgodilo, oziroma kaj se lahko zgodi, kako sporočilo se v bistvu lahko prenaša. Ne vem, se mi zdi taka ful zanimiva dvojnost, ampak se še vedno dogaja, še vedno je zelo zanimivo, kako lahko z nekim objektom začneš komunicirati. In niti ne razmišljaš več v resnici, kaj govoriš, pa kako, ampak si kar naenkrat odprt. Ja. Ali z njim, ali pa preko njega. Ali pa preko njega, ja. Če veste, ampak skozi vas spremlja. Sem ga tudi že eno uro vas spremlja. Ne, drugače pa ja, lutke so bile vedno kritiki družbe, ker niso podlegale cenzuri in zaradi tega so bile vedno glasnejše. Lahko tudi tekom zgodovine so najprej cenzurirali in prepovedali recimo igrana gledališča lutkarska, so vedno zamikom, ker so nekakih niso resno jemali, hkrati so pa si zaradi tega lahko prvošle biti res trd kritik družbe. Ker lutke so bile vedno na nivoju dvorskih norcev, se pravi tistih, ki lahko vedno rečejo karkoli in se jim nikoli nič ne zgodi. Ampak to so prav, mislim, imamo dokumentirane reči iz zgodovine. Na Češkem recimo ko je bilo prepovedano igrati v češčini, so te slavni lutkari kopecki
so lutke igrale v češčini in jih so prišli žandarji in jih niso mogli obsoditi, ker je rekel, vse so lutke govorile, nisem jaz govoril. Ne? In dejansko, mislim, to so take pač že tradicionalni heci, ampak so res, ali pa v našem Gašperčku, kakor ga poznamo vsi od Klemenčiča, ne? K Gašperček reče, jaz ne morem dati svoje duše, ker mi je gospod Klemenčič ni naredil. Ne? Se pravi, damo neko v bistvu legitimnost temu koščku lesa, da lahko pove več kot mi. Tako da to je njihova, to je to, kar one so. Ne, ampak sem pa lik zadnjič razmišljala, da smo morda pa spet zdaj v času teh, ki ste omenili Pulcinello, ne, on je bil pač te ročne lutke, ki so bile so imele en zelo vulgaren tudi humor med sabo in so vulgarno se med sabo obračunavale in vedno z oblastjo tudi, a ne, vedno so pokončali, vedno je ta glavni vulgaren lik pokončal policaja, pa sodnika, pa potem rablja, ne. Se mi zdi, da zdaj, če zdaj gledam današnjo politično komunikacijo, se mi zdi, da se je toliko simplificirala, da smo že na replikah spet teh ročnih lutk, vulgarnih, ki se med sabo v bistvu zmerjajo v teh kratkih replikah, kdo bo koga, ne, nekoga. Tako da sem prav zadnjič razmišljala, da smo v tem smislu idealen material zdaj za tele ročne lutke, ki se klofajo med sabo. Ne? Je pa zanimivo, ne, da v Angliji Punch and Judy otroci gledajo, kako ta Punch, ne, da policaja, celo da dojenčka v flash mašino vrti in gre faširano meso ven in vsa dvorana ploska. Če bi to pri nas naredil, bi te vrgli z kulture slovenske za vekomaj. Tako da je pa tudi razlika v tem, v tradiciji, pa kjer narod kaj predstavlja. Pri nas je bilo pa že groza tam, ko smo igrali Alico, ki je parem lutkam šla glava stran. Obglavili so lutke, je bilo že groza. Ne? Če greš pa malo ven gledati, je pa točno to. Ali to, ko si rekla, Pulcinella, ki se tolčejo s temi batinami med sabo, ali pa Punch and Judy, kjer otroci navijajo in komi čakajo, kdaj bo unga policaja v flash mašino dal. Mislim, to je neverjeten. Pa niso zato morilci, ali pa umori na podeželju, tam snemajo. Ja, čeprav zdaj sem gledala med korono en dokumentarc britanski o tem, da so tudi Puncha in Judy že cenzurirali, da so morali biti že politično korektni, da so že psihologi se oglasili, da ne smenja en star tradicionalni lutkar je rekel, da pač to ne. In to se mi zdi ravno ta zanimiv obrat, ne, da smo res kot družba tako licemerski, dobesedno, da v bistvu cenzuriramo neke lutke, ki se one mlatijo med sabo. Politikom pa pustimo, politikom pa realnosti pa pustimo, da je vulgarna, nasilna med sabo in to prenašamo in to je pa okej. Tle pa bomo cenzuro nalepili na vse, kar bi morda lahko našo mladino ali pa kogarkoli. Hkrati imamo pa starša, ki je na telefonu, ker to pa ni škodljivo. Tako da je tako, se mi zdi, da zato se mi zdi, da te lutke, tako tudi zdaj, ne, one sedijo, molčijo, ampak povedo največ s tem. Vlogo teh kričečih vulgarnosti je pa zelo uspešno prevzela politika. Ali pa spogledovanje z rasizmom, recimo teksti v 50-ih letih in tako naprej. Ker če danes uprizoriš nekaj tekstov, poznam take 4-5, kje pa se norca delati iz črncev, muslimanov, ampak to si vse prvošel, Pavliha zelo velik. Pavliha zelo velik. Pavliha je bil zelo specifičen za Slovenijo. Ja, on je naslednjih teh klasičnih tipov lutka, ki jih pozna v bistvu vsak narod, ima svojega, če se je začelo s Pulcinello nekako, pa je potem šlo preko Polišinela francoskega, pa Puncha v Angliji, pa potem Kasperla in tako. V bistvu vsak narod je imel nekega Petruška, različni so in to so bili te najglasnejši, eni so imeli tekst, večinoma ga niso imeli, večinoma so govorili v tem izmišljenem
znakovnem jeziku s to pivetko noter, ampak kakorkoli bili so glasniki in največji kritiki družbe. Od tega, to, kar pravi Brane, Panč je bil najbolj vulgaren, pa potem Francoz je bil malo mehkejši, Kasperl je bil že tako, smo že blizu meščanstva, naš je bil pa že v bistvu zelo fin. Ja. Odvisno, v katerem času so se prijela. Skratka, tukaj vpliva tako zgodovina kot neke kulturne karakteristike, nacionalnosti. Tudi razumevanje lutkarstva je povezano s kulturološkim ozadjem. Če smo že prej omenjali recimo Čehe, oni v bistvu zelo razumejo lutko kot neko grotesko, ki mora biti ena zaokrožena replika gledališča ali pa eksistence. Ne sme nikakor biti realistična ali pa posnemati realnosti ali pa človeka kot takega. In zato grejo, tudi njihova animacija je zelo na hiter, za naše pogoje, recimo, mi smo recimo zelo natančni animatorji, pa imamo eno drugo izhodišče. Pri njih je izhodišče ta ljudskost, ker je izšla iz ljudskega lutkovnega gledališča. Oni celo pravijo, da 48. ko so pri nas je 48. ustanovilo Lutkovne gledališče Ljubljana, tam je bil pa že dekret sprejet, da mora biti 48. da mora biti Lutkovno gledališče enakovredno, da mora biti izenačeno z ostalimi zvrstmi umetnosti. Se pravi, si predstavljate, koliko so bili oni pred nami. Tako da naše izhodišče slovensko, če pa pogledamo od Klemenčiča naprej, je bilo pa umetniško, je bilo v bistvu Klemenčič je bil prvi, ki je res to zastavil, da on je njegov poklic je bil, oziroma tudi njegov poziv vsem umetnikom, da mu narediti res umetniško kvalitetno gledališče, s katerim bomo naše otroke seznanili z lepoto. Tako da je izhodišče drugo. Francozi spet drugače. Ja, jaz recimo na Irskem videl nekaj poganskih obredov, ki bi jih lahko štel mirno za lutkovne predstave na kakšnem festivalu. Mirno, ker so imeli maske in vem, da je to povezan s plesom, ampak vsem je bil ples, je bila glasba, ampak je bila popolna zgodba tega poganskega obreda, ampak bi rekel, igra z maskami, prav lutkovna predstava. Mislim, mirno bi lahko bila na nekem lutkovnem festivalu kot neka tradicionalna stvar. Zanimiv. Če se zdaj vrnemo iz teh kulturnih različnosti in zgodovinskih različnosti, preteklih zgodovinskih obdobij, tukaj in zdaj, v sedanji čas, mogoče vam zaključno besedo, česa pa si recimo za Lutkovno gledališče v Sloveniji več želite kot ustvarjalka, kot igralka? Mogoče ne nujno, da si želim več. Jaz si želim, da v bistvu marsikaj si želim, zdaj se bom težko vse v en stavek stiščala, ampak recimo zdi se mi, da je pomembno, da se vrnem spet o tem, kar smo že govorili, da ljudje, ki pridajo v gledališče, v lutkovno gledališče, da pridajo z odprto glavo in ne z neko kvazi predstavo, že vnaprej odločeno, da je to za sprostitev. Seveda je, ampak ne podcenjevati lutke, ne podcenjevati vsebine lutkovne, tako otroške kot odrasle, in v bistvu lutke sprejeti. Se pravi, v bistvu si to želim. Jaz si res želim, da bi bile lutke še bolj sprejete. Da ne bi bila to zdaj neka zvrst umetnosti, ki bi bila prvenstveno namenjena in narejena samo za najmlajšo publiko, ampak da je za nas vse. Da tudi, če so starši spremljevalci na predstavah za otroke, da je to predstava tudi za njih. In da sproščeno lahko in odprto komuniciramo s tem tipom umetnosti. Najlepša hvala vsem trem za vaše misli. Hvala, ker ste bili moji gostje. Hvala vam. Hvala.